Asistent Martin Milec, strelec Marcos Tavares. Nestrpno pričakovani derbi je bil odločen s to akcijo in izbruhom navdušenja v 89. minuti. Veselje je sicer sledilo pozno, toda po prikazanem povsem zasluženo, kot ni vprašljiva zdajšnja prednost 9 točk pred Olimpijo. Dogajanje pred odločilno potezo je bilo pestro kot redko kdaj prej. Praznik mesta Maribor je bil tokrat tudi praznik nogometa. Prav 20. oktober je namreč dan, ko se prvič v uradnih dokumentih omenjajo začetki zdajšnje štajerske prestolnice, letošnji pa je sovpadel z vrhuncem slovenskega prvenstva. Derbi seveda ostaja osrednji dogodek klubske sezone, ki se mu je tokrat dodal še humanitarni pridih, saj se je v Mariboru z različnimi akcijami že ves teden pomagalo pomoči potrebnim. Pogled na tribune je znova dal derbiju dodatno dimenzijo in v sobotnem večeru smo dočakali še en nov veličasten mejnik. V vseh prvenstvenih tekmah od osamosvojitve se je do sobote v Ljudskem vrtu zbralo 999.265 gledalcev. Z novimi 9500 je presežen milijon obiskov. Poklon vsem, ki so se v minulih 21 letih znašli na tribunah trdnjave pod Kalvarijo in postali sestavni del vijoličaste navijaške armade. Med uvodnim preizkušanjem moči je z Olimpijine strani ostal zabeležen le poskus Vicenteja v kazenskem prostoru, ki pa mu je Milec pravočasno izbil žogo. Vse v nadaljevanju pa v znamenju akcij v vijoličastih. Prvi je zapretil Ibrahimi in Šeliga je odbil čez prečko. Imeli smo veliko priložnosti danes, tudi na prejšnjih tekmah. Je bilo eno obdobje v prvenstvu, ko smo res zadevali na vsaki tekmi 4-krat, 5-krat in potem se zdi, kot da boš kar enostavno zmagoval zmeraj z veliko razliko. To ne skrbi, vendar je popolnoma jasno, da bomo morali delati na temu, da bomo priložnosti, katere imamo, vsaj v nekih večjih odstotkih zadeli in potem bo vse skupaj bistveno mirneje. Med napovedjo, kaj bo sledilo v prihodnjih minutah, še akcija po levi strani s podajo Mejača pred gol. Berić je ob Zarifoviću uspel preusmeriti žogo, a je ta zletela ob levi vratnici. Nova nevarnost pred golom Olimpije je že pomenila dvomljivo odločitev. Tavares je spretno dvignil žogo čez obrambno vrsto na levo stran do Mejača, ki je iskal priložnost za podajo pred gol. Berić je pred golovo črto čakal, da zabije žogo v mrežo, toda Zarifović in Delamea Mlinar sta ga iz ozadja skupnimi močmi zbila na tla in odbila žogo. Razplet brez kazenskega strela. Naslednja odločitev ni mogla biti drugačna, 11-metrovka za Maribor. Cvjanović je sredine igrišča natančno podal do Mezge, ki si je lepo sprejel žogo in si odprl pot do gola. Pred udarcem ga je v kazenskem prostoru zbil na tla Zarifović in sodnik Skomina je pokazal na belo točko, ob tem pa še rdeči karton gostujočemu branilcu. K žogi je pristopil Tavares, nameril proti desnemu kotu, toda z uspešnim posredovanjem je Šeliga ubranil udarec. This is happen, eh? This is football. Only who shot have a chance to lose the penalty. Olimpija je po izključitvi še bolj strnila vrste in posegla po izrazito obrambno usmerjeni igri. Tako, oni so se, jaz mislim, malo bolj zaprli, se usmerili predvsem v branjenje in prežili sproti napadov, vendar mislim, da smo mi preprečili vsak njihov protinapad, dobro stali na igrišču in na koncu izkoristili še to zadnjo šanso, ki smo pač si pripravili in zasluženo zmagali. Oklep v belem se je začel o poskusu Ibrahimija z razdalje, Šeliga je odbil čez prečko. Potem pa je gostujoči vratar stopnjeval serijo izjemnih, skoraj neverjetnih obramb. Kot v tej akciji po podaji Ibrahimija, ko je Berić v kazenskem prostoru spretno nameril z glavo, Šeliga pa je žogo ustavil pred golovo črto. Po kotu je sledil silovit udarec Cvjanovića, med potjo proti golu pa je žoga zadela branilca gostov in se odbila v kot.
Naleti v vijoličastem so se nadaljevali, a po spretni samostojni akciji Ibrahimija še enkrat zmagovalec dvoboja Šeliga. Pot do gola se je iskala na različne načine. S kombinatornostjo sta atraktivno akcijo vmes uprizorila Tavares in Cvijanović. Po dvojni podaji s kapetanom je novinec v slovenski reprezentanci z 18 metrov le za nekaj centimetrov zgrešil cilj, žoga ob vratnici. Ko pa je bil preigran tudi Šeliga, je uspel preprečiti zadetek njegov soigralec iz obožje obrambne vrste. V hitrem protinapadu je Tavares popeljal žogo čez sredino igrišča, podal na desno do Ibrahimija, ki je ob soočenju z vratarjem spravil žogo čez njega, toda pred golovo črto je pritekel Delamea Mlinar in odbil žogo. Na drugi strani je bil Jasmin Handanović vse do 76 minute le opazovalec dogajanja. Po podaji Salkića je Zoc nameril z roba kazenskega prostora, Handanović ni dovolil presenečenja. Navijači so že začeli pogledovati v nebo ob novem dogodku. Če ni zadnja ovira vratar in neigralec, je postal okvir gola. Po podaji Tavaresa se je Berić spretno otresel spremstva, prišel do udarca, žoga pa mimo Šelige in v vratnico. Po vseh poskusih še en z vmesno oviro ni dobil želenega zaključka. Tavares je nastreljal obrambni zid. Za popolno ofenzivo je Darko Milanič poslal na igrišče še Ploja in v nenavadni tekmi je seveda do soočenja z gostujočim vratarjem prišel tudi najmlajši član napadalnega kvarteta. Spet se je pred njim pojavil Šeliga, ki pa prav vsega vendarle ni mogel ubraniti. Žoga je preprosto morala v mrežo po tolikšnem številu priložnosti, pa je šlo iz prekinitve. Kot je izvajal Milec, Tavares pa z glavo zabil žogo v desni kot. Za izbruh navdušenja v Ljudskem vrtu, zasluženo slavje ter za dodatno energijo pred velikim četrtkovim spopadom s Tottenhamom. Yeah, the adrenaline was so high. I take the shirt off, and but I think the team, all the players, they are play very well, and because this we get the 3 points in the end.